filozofov se je ukvarjalo s tem, s časom. In enega od filozofov so vprašali, what's the time? In je odgovoril, yes, what the time is. Veliko se ukvarjamo s tem. Sveti Avguštin je rekel, če me nihče ne vpraša, vem, kaj je čas. Če pa želim onemu, ki me vpraša, razložiti, pa ne vem več. Čas je ena taka reč, kar od nekje teče in nekam gre. In mi smo nekako rojeni v nek čas in seveda tudi v prostor. Res, sem dedek in ko si že dedek, se začneš spraševati, kam je odtekel ves ta čas. In en kolega pravi, vse imamo, sam časa nimamo več. Takole mečkano času, zdaj filozofiram. In kot dedek me je velikat vnuček vpraša, a greva gledati tole knjigico. Greva gledati tole knjigico. In jaz pravim, nimam časa. Dedki namreč nimamo časa, ampak kaj pravzaprav s tem povem vnučku? Kaj mu sporočam? A je tak odgovor pravzaprav sploh pravilen? Je zelo splošen, zelo veliko uporabljamo, ampak je to sploh pravilno. In tudi vi se boste po mojih 20 in nekaj minutah vprašali, kam so pa odšle te minute? Te minute so zdajle izgubljene zavedno. In verjetno mogoče, ali pa mogoče ne bodo čisto popolnoma izgubljene. Na koncu se pa le vprašate, kako sem pa investiral tale čas? Kako sem porabil ponedeljkovo dopoldne 19. decembra 2016? Jaz se s časom nisem kaj veliko ukvarjal, ampak od mladosti naprej se vedno bolj ukvarjam z njim. Recimo, leta 1990 sem začel letati s padalom. A veste, to je en tak lep šport, to je noro lep šport, to je za mene najlepši šport. Ko si v zraku, ko vrši veter okoli tvojih ušes mimo vrvic, ko opaziš ptico, roparico, ki kroži okoli tebe, noro lepo je, jaz bi rekel, tretja dimenzija bivanja časa ni. Pozabiš na čas, pozabiš tudi na to, da imaš, tako kot sem imel jaz leta 90, doma dve hčerki, stari 5 in 3 leta. In jaz sem investiral ogromen časa v to moje letenje, kajti letenje je tak šport, da te potegne. Kot letalc vedno veš, kam veter piha. Padalo imaš spakirano zadaj v avtu in v službi, ko ti čas hitro mineva, vendarle gledaš ven, kam veter piha, kam se listi premikajo. In če je v naših krajih jugozahodnik, ob enih končaš, greš na hrib, cel popoldne letaš, zvečer greš dol, s tem si pridelal 3 ure izgube na delovnem mestu, ki jih je treba prinesti noter. Jaz se takrat nisem spraševal, kam zdaj ta čas gre. Pač porabil sem ga za letenje, bil sem stran od družine, bil sem stran od 2 otrok, medtem sta se mi rodila še 2 otroka. 4 otroci. Jaz pa še vedno posvečal čas 2-krat tedensko, po 4 ure, 2 popoldneva tedensko, vsaj če ne več, nečemu, kar je bil čas zame. In takrat ni bil čas za ženo, ni bil čas za otroke. Da ne govorim o drugih vidikih varnosti letenja in tako naprej. Bi rekel, hvala Bogu, da sem bil, kar pa si povedal, sklatljen z neba. Za 300 metrov sem šel dol, se preletel, hvala Bogu, na eno redkih smrek na tistem pobočju in se začel tudi malo spraševati, a je prav, da jaz investiram tohle popoldnevov v moje letenje s padalom. Ali je res tale porabljen čas, porabljen za nekaj vrednega, za nekaj koristnega? A bi bilo mogoče bolj porabljen za kaj drugega? Sedaj ne letim več.
našel sem drug šport, orientacijski tek. Ravno včeraj sem bil na tekmi, ampak, glejte, sabo sem vzel ženo, tako da sva porabila najin čas na poti na Primorsko, 1 uro vožnje in cel čas do štarta z ženo, 15 minut sem tekel, žena pol ure. In potem je bil spet čas za ženo. Wow, fajn. Bi rekel, sem poiskal sinergijo v času, ki mi je bil včeraj dan. Da sem nekako se potrudil upravljati, razen tistih 15 minut, ko sem bil na progi sam, dve stvari naenkrat. Stalno se treba nekako ukvarjati, se mi zdi, ali pa zadnje čase se ukvarjam s tem ravnotežjem in se pravzaprav vedno bolj zavestno sprašujem, kaj je dobro uporabljen čas zame, kaj je dobro uporabljen čas, kaj ni dobro uporabljen čas. V napuhu velikokrat rečemo, jaz upravljam svoj čas, jaz sem gospodar svojega časa, ampak sam dam veliko pomena besedam, a je čas res treba upravljati. Doktor Arhar je enkrat govoril na Nikodemovih večerih leta 12, pravzaprav o denarju in se je dotaknil potem obresti in je rekel, obresti so zaračunavanje časa. Ampak kaj je čas? Takrat je rekel, čas je, Božja je absolutna kategorija in zaračunavanje časa je dovoljeno samo tistemu, ki je večen. In je takole pokazal gor. Časa namreč ne upravljamo mi. Čas gre od nekje in ne vemo, kdaj bo konec časov. Pravo vprašanje bi po moje bilo, kako voditi sebe, človeka samega sebe in kako upravljati samega sebe v času, ki mi je dan. Če se malo ukvarjamo z vodenjem, kaj je vodenje? Vodenje je povezano z ljudmi. Aha, tule imam samega sebe, ja, jaz sem človek, torej me je treba voditi in prvi, ki ga je treba voditi, sem jaz. Šele potem so to drugi. Vodenje je povezano z načrtovanjem, je povezano z vprašanje, kakšen je namen mojega bivanja, kaj želim doseči, je delanje pravih odločitev in tudi katere so pomembne osebe v mojem življenju. Če na drugi strani pogledamo upravljanje, je pa bolj delovanje po načrtu. Je paradigma učinkovitosti, je pravilno delanje stvari, za katere se odločimo, ki so v skladu z mojim namenom, ki so s cilji, ki jih želim doseči. In vprašanje tu je, kako naj učinkovito delujem. Oboje je pomembno, vendar najprej potrebujemo vodenje. In danes se bomo pogovarjali samo o vodenju. Jaz bom govoril samo o vodenju. Kdor pričakuje kakšne fancy aplikacije za upravljanje časa, jih danes ne bo dobil. Ne gre za vodenje in upravljanje časa, pač pa za vodenje in upravljanje, še enkrat, samega sebe v času, ki mi je dan. Aha, koliko časa mi je pa dan ga? Jaz sem šel danes prav računati. Včasih je dobro računati. V Sloveniji je pričakovana življenjska doba 80,3 let. To je po viru od Svetovne banke in to pomeni 29.309 dni ali pa 703.428 minut. En dan je, glede na te podatke, v Sloveniji 0,003%. Eno leto je 1,24%. Ampak pri meni je to malo hujš. Jaz sem star 54 let in do 80,3 let, namreč ni več 80,3 let, pač pa manj. In vsako leto pri meni je že 3,88% časa. Vsako leto ponucam 4% skoraj svojega časa. Če me pa zdaj zbije avto, ali pa se zaletim, sem pa že porabil skoraj vse, kar mi ostane do konca mojih časov. Ja,
imamo omejeno časa tule na zemlji in Prešeren je že pisal v sonetih Memento mori, dolgost življenja našega je kratka. Fajn se tega po moje tako malo zavedati, se s tem ukvarjati. Jaz mislim, da sem se začel šele tam nekje po 40. letu ukvarjati in tole, ko vas vidim, imate še čas se ukvarjati s tem. Tako da, nič zamujenega. Če potem pogledamo še drugi del, komu ali čemu namenjam sebe v času, ki mi je dan, v teh 80,3 leta, oziroma zračunajte, koliko vam ostane še do te statistično obravnavane številke. Namreč, prvo vprašanje bi bilo, prvo iskanje ravnotežja je morda med čemu ali komu. Čemu odgovarja na stvari, a ne? Katerim stvarem posvečam samega sebe v času, ki mi je dan. Bom to dikcijo rajš uporabljal. Komu, namreč, da pa ljudem posvečam samega sebe, dajem samega sebe v času, ki mi je dan. Jaz sem se enkrat odločil, da bom eno tako, ko sem delal ene take spremembe paradigme, tudi povezane z onim padcem, o katerem sem govoril malo prej, sem si rekel, dal bom, tako generalno gledano, prioriteto ljudem pred stvarmi. In sem si rekel, ljudje pred stvarmi. Drugo ravnotežje mogoče. Komu? To se lahko odloča med samim sabo in med drugimi. Pravo ravnotežje dati tudi torej med jaz in drugi. Med svojim egoizmom, med posvečanjem svojim zadovoljstvom, svojim egoizmom ali pa dati čas drugim. In potem, ko je še to odločitev naredim, jaz sem rekel, da bo to mora biti v enem ravnotežju. Ni prav, da zanemarim samega sebe. Ni pa prav, da delam vse samo za samega sebe v času, ki mi je dan. In pa še vidim tretje ravnotežje. Drugim. Ja, kdo pa so ti drugi? Na svetu je 7,5 ali koliko milijard ljudi. Kdo so ti drugi? Vseh 7,5 milijard ljudi na nek način. Ampak jaz bi tule vsem postavil prioritete. Enkrat me zelo zabolelo vprašanje, kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju. In sem se zalotil, da pravzaprav ne vem. In da se s tem do zdaj sploh še nisem obadal, da se sploh še nisem ukvarjal, se nisem sprašval. Jaz sem, kar se ljudi tiče, postavil ženo na prvo mesto in to javno. Najprej žena ni mogla verjeti. To ti samo govoriš. Ja, najprej govorim. Najprej sem razmislil, zdaj govorim, no, potem bom pa še pokazal. Ja, to ti sam govoriš. In tudi otrokom sem povedal, žena je moja najpomembnejša oseba v življenju. In oni so bili kar zadovoljni z odličnim drugim mestom. In tudi staršem sem povedal, namreč jaz sem imel težave z ločevanjem od staršev. In sem tudi povedal, žena je moja najpomembnejša oseba v življenju, otroci so druga, skupaj 4 otroci, najpomembnejša oseba v življenju, potem so v vrsti starši, prijatelji in vsi drugi. In se mi zdi, ko sem se tole odločil tako, so se tudi moje dejavnosti postavile na prava mesta. Sem tudi svoje aktivnosti v času, ki mi je dan, vedno bolj postavljal na prava mesta. Padel, pa vendar so se stvari zelo, zelo izboljšvale. Torej, v ravnotežju med ljudmi, stvari, jaz, drugi, bolj pomembni, manj pomembni, to ne moramo mehansko. Tu gre za sistem vrednot postavljenih na prava načela. Jaz nimam čisto dobre rešitve, kako da to spravimo v neke algoritme. Jaz sem pravim, da se treba s tem ukvarjati, s tem postavljati si vprašanja in počas iskati tudi odgovore na ta vprašanja. V primeru od včeraj,
Včeraj sem dobil vprašanje na orientacijskem teku, a bi ti vodil naš orientacijski klub. Aha. Pa če gremo malo skozi tole. Aha, a gre za ljudi ali gre za stvari? Ja, ne, tukaj gre precej očitno za ljudi. Jaz imam rad ta šport, deležen sem tudi dobrobiti tega športa, tudi dobrobiti organizacije, ki ji pripadam, tudi tega kluba, ki mu pripadam. Tukaj nisem imel težav. Večinoma gre tudi za ljudi, nekaj bi se gotovo ukvarjal tudi s stvarmi. Drugo, a gre tule za mene, a gre za druge? A gre za moj napuhec? Ej, spet boš predsednik kluba. Jaz sem namreč rad predsednik česa bil. Predsednik pri skavtih, predsednik državne organizacije. Jaz sem šel do svetovnega komiteja odraslih skavtov. Sem bil rad predsednik. Ma nisem čist prepričan zdaj na stara leta, da ni bilo tukaj kar predvsem mojega napuhca zraven. Je bilo to delo za ljudi in se sprašujem, koliko je bilo res tega dela za ljudi in koliko je bilo mojega napuha, iskanja, potrjevanja mojega pomena. Če gremo še na tretje vprašanje, koliko pomembni so meni orientacisti v primerjavi z otroki, vnučki, z ženo. Bi rekel, da so na 4., 5. mestu. Aha, spet bom stran od žene, spet bom stran od otrok, spet bom stran od vnukov. In sem se odločil, ne morem, nimam časa. Pomeni, ne želim svojih aktivnosti deliti jih usmeriti v klub, v katerem sem sicer rad, da se razumemo in mi marsikaj omogoča v času, ki mi je dan. In tako upam, da če se še enkrat povrnem k vlogi detka in ko bom želel vnučku odgovoriti, hej, nimam časa za tvojo knjigico. Upam, da bo potem, da se bom drugače odločil, da se bom potrudil, da se bom drugače odločil in mu s tem sporočil v času, ki mi je dan, želim svoje aktivnosti deliti tudi s tabo, ne pa z nekom drugim. Ali pa celo svoje aktivnosti posvečati stvarem in ne tebi. Ko imaš vnuka pred očmi, tako kot da imam jaz zdaj, to zveni precej grdo. Stvari ljudje. In če rečemo, nima časa in če imaš človeka ljubljenega pred sabo, zaboli bolj. Hvala.